Drugo vprašanje je poslala Vanja. Spoštovani, najprej bi se vam želela iskreno zahvaliti za vaš izjemen podcast. Vajni pogovori so vedno zanimivi, informativni, polni uporabnih nasvetov in zanimivih zgodb, ki me dodatno izobražujejo. Cenim vašo predanost in trud. Hvala. Mislim, da lahko zaključva. Zdaj pa k vprašanju. Zanima me, koliko bi določili najnižjo ceno na dan za oglaševanje v Sloveniji, Hrvaškem in kolikšna je povprečna cena? Na Facebooku in Googlu. Ali se splača oglaševati na Merchant Center in kdaj bo prišel v Slovenijo? Kako se te cene primerjajo z drugimi državami po Evropi? Vaša povratna informacija bi mi zelo pomagala pri načrtovanju naše marketinške strategije. Še enkrat hvala za vaš trud in odlične vsebine, ki jih ustvarjate. Vanja, super, hvala za vprašanje. Zdaj predvidevam, malo bom probal enega konteksta tle, da gre za brand, ki je večinoma slovenski, pa dela tudi malo na hrvaškem prodajo, pa se spogleduje s tem, da bi šli tudi na druge trge v EU-ju. Malo sem probala to, sem probal malo umestiti se pravi pri teh odgovorih. Zdaj, jaz bi štartal pa tako nekaj, kje bi lahko začeli. So z nekimi budžeti tam od 5 do 10 evrov na dan za manjše kampanje. Se pravi, zdaj manjše kampanje, kaj to pomeni? Lahko so zelo segmentirane na neko ozko target skupino. Čeprav na drugi strani, ne vem, ko imamo s Facebookom ali mislim z Meto neke klice, zelo propagirajo bolj široke skupine, se pravi, da se AI več stvari nauči. Ampak po drugi strani pa zadnjič sem spet Garyja Vaynerchuka poslušal in je ran to razlagal. Če ti danes misliš, da boš komuniciral z nekom, ki je, ne vem, pri 50-ih, pa ima nek lifestyle, pa nekdo pri 35-ih, polno zaposlena mama za otroci, ki jih mora razvažati, pa poj, ne vem, študentka, recimo, da je neka ženska populacija, ta produkt, ja, ne moreš komunicirati na isti način. In zdaj, če boš to želel doseči na oglaševanju, boš tudi kampanje pač razdelil na te manjše skupine, s tem se boš pa ti več naučil, več podatkov dobil o tem, kjera skupina je ok, pa kjera ni. Tako da, ne vem, 5 do 10, recimo na dan štartaš, se pravi, to govorimo o budžetih tam 300 do tako, seveda pol, če je večji brand, to je neprimerno, je to pač veliko premal, ampak ko je Lidl štartal na digitalu, recimo, so tudi dajali v neke promoted poste na začetku, tako po 10 na dan, 5 do 10, so videli nekaj dela, pa so pol ful povečali budžet. Okay, torej 10 na dan na kampanjo. Tako je. Pol pa pač vidiš rezultate po tolikih dnevih in rečeš, da tukaj deluje, moramo povečati, ne dosegamo dovolj riča in pač povečuje stvari. Kar se zdaj tiče teh kostov, zdaj zelo so različni glede na panogo, glede na industrijo, v kateri si, velja neko nenapisano pravilo, ki se kar doskrat pokaže v praksi, da tako tudi je, da je Google advertising mogoče dražji kot pač meta oglasi. Zdaj, če bi primerjal na drugi strani, ker Google res, imamo search oglase, imamo pa display oglase, imamo tudi neke male oblike native vsebine, pa imamo pa na drugi strani tudi YouTube advertising. Zdaj, med temi že stvarmi se kar zadeve dosti spreminjajo. Je pa res, da s Performance Maxom, ki dela relativno bolj na vseh teh medijih, pa lahko v bistvu to dosežeš in pa si nekje na, jaz bi rekel, še vsem večjih cifrah. In če zdaj gledamo, recimo en tak primer, sem vzel, ne vem, jogo sem vzel čisto za primer, govorimo o nekih klikih tam po 60 centih za top page, pa tudi do, ne vem, 1 evra gre za kakšne zelo konkurenčne ključne besede. Kar pa se tiče zdaj naprej, če greva na Merchant Center, Merchant Center je na voljo v Sloveniji v smislu, da lahko naložiš produkte, da lahko z njim upravljaš, ne moreš pa advertizati slovenskega v Sloveniji, se pravi isto velja za balkanske države. Zaenkrat je pač to tako, zdaj če se širiš recimo na Slovaško, že imaš ta gor in ga je smiselno uporabiti v Google Ads kampanjah, kot se pravi ta del definitivno ima učinek, verjetno malo odvisen od industrije, tako pravilo je pa itak performance advertisingu je testiranje. Zdaj, da boš sam neke zadeve nastavil pa rekel, zdaj pa to bo vse delal, ne bo, ne. Tudi če si zelo neki industriji, kjer je konkurence veliko,
pol pač tam boš tudi mogel veliko več delati, najdeti nek način, dejansko celoten funnel zgraditi, ne samo zdaj računati, da zdaj pa sam ti edim bodo nekaj prinesli. Tako da jaz bi predlagal, ne vem, neki takim setupov stvari, da uporabiš, ne vem, Google Keyword Planner, pa mogoče SEMrush, pa Ahrefs, pa si tam probaš malo najdeti, kaj so pa načini ali pa znotraj tvoje rečva sortimana, neke ključne besede, ki so pa mogoče manj konkurenčne, pa tam probaš zadeve tudi tam vzpostaviti. Zdaj, poleg tega pa, ne vem, zadnje čase sem slišal, no, da vse native oglasi, to so te, ki jih ljudje pravijo, da ne delajo, ampak po manj pravijo tisti, ki jih ne znajo delati najboljš. Te native oglasi, ki so tudi cost per click na konc koncev, zelo dobre rezultate lahko delajo, ker je pač nek mal drugačen način, kako sporočaš neko informacijo, samo moraš pa res na ta prav način jih delati. Ne? Ja, po mojem tle dober primer je Instagram, ki se res se po pač statistikah spreminja v shopping platformo za oglaševalce. Ne? Torej, to, kar je včasih veljalo, da so na Instagramu ljudje v drugem moodu, pa niso pripravljeni kupiti, je to zdaj se dosti obrnalo. Ja, pa zdaj s 1.8. TikTok, oglaševanje, tako da tudi to za potestirati, če je taka industrija, če imamo resurse za delati tako vsebino, te pa treba kar TikTok kar naštudirati. Mogoče tudi na začetku najdete koga, ki je uspešen v tem, se kaj naučiti, pa pol to prenesti. Tako po manj hitrejša pot do rezultatov.